Kako je na vaše življenje in na spremembe v njem vplivala diagnoza? Kaj je pomenilo to, da ste izvedeli, da ste zboleli za demenco? Ja, jaz sem to prvi znaki so bili tako, da jaz sem orientacija imel slabo, ne. Pa sem se zmeraj tako bal kam jet z avtom sam, pa tako, ne. No, ampak pa sem jaz, ker oče je bil pa imel demenco, ne. Se spomnil, ne, kako je tudi on šel, recimo, na vsak dan je na grad hodil, ki je bil v penziji, je pa zraven mene stanoval, je pa vsak dan hodil na grad, en dan ga pa ni bilo dan. Ne, in jaz sem pa ga tam najdel, ne vem, čist nekam drugam je šel in od takrat naprej on ni več šel ven. Mislim, glavno skozi stampajne bil, razen če sem ga jaz kam pel. Ne, in pa sem jaz začel študirati, če nimam jaz to, kako se to ugotovi, ne. Malo sem bil radoveden, ne. No in pa sem pa zvedel, da se rekel, in se nek teste naredil, in te sem rekel, jaz bom to naredil, da vidim, če oče, ne, je malo dedovanja, ne, tudi, ne. Čeprav takrat še nisem mislil, da je to, kaj s tem, če se malo zgubljaš. Čeprav sem smečun zdaj, da sem se tako bal jed, ne. No in pa sem pa se tam prijavil in pa so tiste teste delali, so rekli, da so še kakor toliko v redu, tisti, ki nekaj prelagaš, ne. Rekel, če ćemo ugotoviti to, da če je res kaj, ne, gre pa ene likurje vzeti, pa magnetna resonanca možganov. No in tisti so me dali in so odkrili, v možganah še ni bilo tistih zalivov, nekaj so rekli, ampak da imam ene 3 likurje, ne. In sem diagnozo dobil. In potlej seveda sem videl, da je to zares, ne, sem pa začel se organizirati, ne, nisem več mislil, zdaj sem vedel, da imam težavo in sem se začel potovati, pa tako, pa če smo kam šli, sem zmeraj samo z več ljudi, ali pa v društva sem šel, recimo teniški klub sem šel, smo prej sami igrali, sem v teniškem klubu bil in pa sem imel potovanje in zmeraj sem v skupinah potoval. Tako da, no, to sem naredil, pa pol sem doma vse tako, te škatlice, tle dan ključe, tam dan denarnice, pa tako, ne. Take drobnarije, ki sem jih prej iskal, ne, sem nekaj navrval, ne. No in pa sem se tako organiziral in se stvar, res pa, da se skozi malo bojim, no, če grem sam kam. Mislim, vse ne grem, raje grem v družbi, no, tako. Drugače pa nimam slabih izkušenj na splošno, če poveš, da imaš to, ne. Jaz imam veliko prijateljev po vse, pa se v bistvu samo smejemo na to temo. Ker prijatelji tudi to nisem maja, samo niso šli na prilet. V bistvu je treba tako izkušnjo vzeti kot nekaj dobrega in iti naprej. Ja, in tudi jaz sem bil presenečen, kako funkcioniram dobro, ne, pa tudi drugi. Nobenih slabih teh nisem, se pravim. Tako da moram priznati, tako vsakmu priporočam, da gre čim prej, če ima neke znake, ker bo veliko bolj kvaliteten živ. Čim si v dvomih, takoj ukrepati. Tisti pa, če ne veš, zakaj se ti to dogaja stvari, ne, eni še pomislejo, mogoče ne, da ima demenco, ne, pa neke neumnosti pozablja, ne, ampak pa če bi dobil diagnozo, pa v bistvu paziš, ne, nase. Ali pa spremeniš način življenja tazga, da ti je pol lažji, ne. Greš v družbi nekam, ne sam pa tako, ne. To je še boljše, da si v družbi, kot pa da sam hodiš. Tako. In take stvari, in pa se stvar, pa vidiš, da je čisto v redu, če se organiziraš, ne. Skratka, vaše sporočilo je, tudi če je diagnoza še tako težka, če jo sprejmeš, zorganiziraš življenje, ga prilagodiš, je lahko življenje še naprej lepo in kakovostno. Še boljše živiš, ne. Najhujše je tisto, da jo imaš, pa misliš, da je nimaš, ne. In pa trpiš v bistvu, ker se sam jeziš, ne, ker kaj vse narobe nekaj, ne vem kaj, ne. Tako pa saj veš, kaj je, kje preti nevarnost in v bistvu se tistega izogibaš, ne. Moraš sprejeti to, da nisi več tako, ne, vse veš, kam.
Jaz sem to zelo tako sprejel in tudi jaz pridem pa druga, kako do mene so vsi, se pravi, ne. Pa marsikdo prav se, jaz sem slabška tipa, tako pa se smejejo. Hočem reči, ni nobenih negativnih stvari.